Mnogokrat se zgodi, da me ustavijo kakšne srečke, nosečke in me začnejo spraševati, kaj pa naj zdaj jemljem, kaj pa naj zdaj delam. Enostavno dobijo motivacijo za to, da postanejo bolj zdrave, da nekaj naredijo na sebi, zaradi tega, ker zdaj se ne gre več samo za njih, ampak se gre za otroka. No, v resnici je tako, da takrat, ko si že enkrat noseč, so druge stvari pomembne, vsekakor pa to ni čas za razstrupljanje. Bom malce bolj konkretno obrazložila, hkrati pa se je tudi potrebno zavedati, da je mama, narava v matriki same sebe narejena tako, da ko je ženska noseča, gre žensko telo, žensko zdravje na drugo mesto. Na prvem mestu je seveda otrok. In vse najboljše v telesu bo šlo za otroka. Žensko telo je samo nosilec in pade v drugi plan. No, dejansko je najbolj pomembna stvar v nosečnosti za prihodnje zdravje otroke to, da je mama v miru, v tišini, da je res sproščena in da krepi svoj mikrobiom. Zdaj, kaj to pomeni? Da uživa fermentirano hrano. Zelo bistveno je, kaj bomo dejansko uživali v času nosečnosti. In sama se spomnim, da sem imela eno obdobje, ko sem hotela probati vse tiste sladkarije, ki sem jih jedla kot otrok, ampak sem vedela, ne, tole pa zdaj ni primeren čas za to. In največ, kar se lahko zgodi v času nosečnosti, je to zavedanje, da mi zdaj in s porodom ter prvimi meseci zapečatimo otroka za celo življenje in mu postavimo dober temelj za imunski sistem ali pa na žalost slab temelj. Da se bomo potem kasneje ukvarjali s tem, takrat je že malo po toči zvoniti prepozno. Zato je zdaj odličen čas, ko je ženska že noseča, da krepi svoj mikrobiom. Vsekakor je super, če pred nosečnostjo naredi ta razstrupljanja, ker v nosečnosti ni nobenih razstrupljanj, nobene aloe vere, nobenih nekih alg, če jih prej ni uživala in podobno, ker to razstruplja telo. Takrat ni čas za razstrupljanje telesa, ker bo to vse šlo na plod in tega ne želimo. Torej, poleg tega, da uživa fermentirano hrano, to je kislo zelje, joto tudi, lahko kefir v nekih oblikah, mogoče tudi kombučo in podobne stvari, da uživa dovolj vlaknin. Vlaknine so namreč hrana za dobre bakterije, da uživa tudi živo hrano, predvsem v poletnem času, da je to hrana res tista neprocesirana, lokalna in pa seveda ekološka. Zdaj pa kaj pa od dodatkov? Od dodatkov pa absolutno mikrobiom 30 in pa omega 3. Omega 3 je bistvenega pomena zaradi tega, ker mora imeti dovolj maščob. Iz maščob se delajo hormoni, z maščobami bomo poskrbeli, da se bodo možgančki otroka dobro razvijali in takrat res rabimo veliko maščob, dobrih, kvalitetnih. Tako da vsaj 2 kapsuli pred spanjem bi bile super, lahko tudi čez dan še kakšno. Kar se pa tiče mikrobioma, 30 pa definitivno 1 jušna žlica na dan. Vsej. Bom še malo kar povedala. Pred porodom lahko ženska tudi spira vagino z mikrobiom 30 in sicer, da pripravi žensko vaginalno floro. To je zametek njenega otroka. Ker kako se rodi imunski sistem? Imunski sistem se rodi s porodom, ko gre dojenček skozi vaginalni kanal in zajame v bistvu to črevesno mikrofloro, ki jo ima ženska v vagini in potem gre na prsi, kjer se ogreje, ta del na splošno se ogreje in potem seveda z dojenjem. Tako se naredi imunski sistem. Zato si ogromno žensk spira vagino, narediš koncentracijo omega 3 pa vode v brizgo in na takšen način. To delajo, predvsem kadar gre za porod v bolnici, kjer je tudi veliko vaginalnih pregledov, ko pregledujejo, koliko je odprta in podobno. Sicer pa vsekakor si poglejte oddajo o tem, kako sploh se pripravimo na zanositev in kako morajo celice v bistvu
varnosti dobiti. Res občutek varnosti, kar pomeni, da morajo biti sproščene, da morajo biti hormoni v ravnovesju, da morajo celice zaznati, da je zdaj dober in da je varen čas. In ta občutek je treba ohranjati skozi celo nosečnost in potem bo tudi otrok kasneje dobro spal, bo veliko bolj miren in tudi veliko bolj lažje bo. Za vse bo definitivno lažje, to je največ, kar lahko naredite v tem času. Torej, ja, fajn, da imate zdaj motivacijo za to, da delate na sebi. Spanje, počitek, tema, tišina, regeneracija in pa seveda krepitev mikrobioma, 2 stvari, omega-3 iz alg in pa mikrobiom 30 na moji lestvici najvišje, kar se tiče priporočil.